Spoštovani žalujoči domači, spoštovani predsednik stranke, spoštovani ministri in poslanci Nove Slovenije, spoštovane članice in člani sveta stranke, dragi prijatelji Lidije Drobnič in Milana Matosa. Pričenjam žalno sejo sveta Nove Slovenije v spomin na soustanoviteljico in častno članico stranke ter prvo predsednico Ženske zveze Nove Slovenije Lidijo Drobnič ter nekdanjega predsednika nadzornega odbora stranke in prvega predsednika gospodarskega kluba Nove Slovenije Milana Matosa. Prosim, da se ju spomnimo z minuto tišine. Ne počivata v miru. K besedi vabim predsednika stranke magistra Mateja Tonina. Spoštovani žalujoči, spoštovane poslanke in poslanci in člani izvršilnega odbora, gospe in gospodje. Pred nekaj dnevi, na božični dan, smo z veliko žalostjo sprejeli vest, da nas je v 76. letu zapustil naš dragi prijatelj, sodelavec in podpornik Milan Matos. Kot da to ne bi bilo dovolj, nas je čez nekaj dni dosegla še vest, da je v 90. letu starosti umrla naša draga častna članica in soustanoviteljica Nove Slovenije, gospa Lidija Drobnič. Milan Matos je bil pobudnik ustanovitve gospodarskega kluba Nove Slovenije in tudi njegov prvi predsednik. Dobro je razumel, da stranka, ki je nosilka krščansko-demokratskih vrednot v težkih časih, potrebuje dodatno podporo in visoko postavljene cilje. Zato se je novembra leta 2009 včlanil v Novo Slovenijo. In ko so ga kasneje v nekem intervjuju vprašali, zakaj se nam je pridružil, je dejal: "Tu sem videl prave vrednote in prave ljudi." Dolga leta se je Milan boril z hrbtnimi boleznimi, a bil kljub temu vedno nasmejan, pronicljivih misli in poln optimizma. Vsem nam, ki gradimo Novo Slovenijo, je bil vzor srčnosti, skromnosti, zanesljivosti, predanosti, taktnosti, modrosti, razgledanosti in seveda zaupanja v Božjo voljo. Za vse te njegove zglede se mu iskreno zahvaljujemo. Milan Matos je gospodarskemu klubu Nove Slovenije predsedoval od njegove ustanovitve leta 2011 do leta 2015. Nato pa je bil njegov podpredsednik do leta 2019. Predsednik nadzornega odbora je bil 3 mandate, član izvršilnega odbora stranke pa 2 mandata. Leta 2011 je bil tudi kandidat Nove Slovenije na državnozborskih volitvah. Za svoje požrtvovalno delo v stranki je leta 2014 prejel srebrni znak Nove Slovenije. Leta 1999 je bil odlikovan s častnim znakom Svobode Republike Slovenije za zasluge pri razvoju slovenskega založništva. Leta 2009 pa mu je Združenje Menedžer podelilo priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta kot uspešnemu direktorju Mladinske knjige Založba d. d., ki je vsekakor pustil pečat tako v svoji panogi, kakor tudi v širši družbi. Za svojo predanost knjigi je prejel tudi najvišje strokovno nagrado, Šventnerjevo nagrado ter priznanje primus za odličnost v komuniciranju. Poleg vodenja Mladinske knjige je bil aktiven tudi kot predsednik Združenja za direktni marketing,
predsednik Združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije ter predsednik ustanove Galus. Leta 2019 je izdal knjigo z naslovom Hiša velikih zgodb, kjer je popisal 40 letja izzivov, strasti, predanosti, porazov in seveda zmag na njegovi izjemni poslovni poti v Mladinski knjigi. Milan Matos je skupaj z ženo Silvo, ki ga je pri aktivnostih za stranko redno spremljala in tudi podpirala, v Novi Sloveniji pustil veliko in globoko sled, ki nam bo še dolgo kazala pot. Žal nas je nekaj dni po Božiču zavedno zapustila tudi naša draga Lidija Drobnič, ki je bila ena od soustanoviteljev Nove Slovenije ter tudi ustanoviteljica in prva predsednica Ženske zveze Nove Slovenije. Svojo jasno besedo in pokončno držo je dolga leta marljivo delala za stranko in širila vrednote krščanske demokracije. V mladosti je Lidija Drobnič izkušala življenje v vsej svoji surovosti. Kot 16-letno dekle je bila poslana v internacijo v delovno taborišče Fredrenk na Kočevskem, kamor so leta 1949 brez sodnih postopkov na prisilno delo poslali številne izobraženke, kmečke ženske in redovnice, ki so jih želeli s tem utišati. Tam so izkusile vso surovost totalitarnega komunističnega režima in bile izpostavljena razvrednotenju človekovega dostojanstva. Pri svojem delu za skupno dobro je zato vedno dajala velik poudarek boju za svobodno in pravično družbo ter seveda pravno državo. V politično življenje se je aktivno vključila že ob ustanovitvi slovenskih krščanskih demokratov, ker je 1992 postala predsednica Slovenske ženske zveze SKD. V letu 1996 pa članica izvršilnega odbora SKD, v katerega je bila nato večkrat izvoljena. V letu 1995 je ustanovila Združenje univerzitetnih izobraženk, ki je danes vključeno v Mednarodno združenje univerzitetnih žensk. V tem združenju je bila nekaj časa tudi podpredsednica. V stranki so sledi njenih prizadevanj na mnogih področjih vidne še danes. Ustanovila je tudi Žensko zvezo pri Novi Sloveniji in bila tudi njena dolgoletna predsednica. Dolga leta je bila tudi članica izvršilnega odbora Nove Slovenije. Lidija Drobnič je bila ves čas aktivna tudi na lokalnem nivoju, kjer je dolga leta vodila četrtni odbor Nove Slovenije Ljubljana Bežigrad in bila aktivna članica občinskega mestnega odbora Nove Slovenije v Ljubljani. Njeno ime in aktivnosti so zelo odmevale v času, ko je na Ustavno sodišče vložila pobudo, da je potrebno Titovo cesto v Ljubljani preimenovati in z njo tudi uspela. Za svoj prispevek pri delu za Novo Slovenijo in pri krepitvi slovenske krščanske demokracije je leta 2013 prejela zlati znak Nove Slovenije. Leta 2016 pa je prejela tudi naziv častna članica Nove Slovenije. Draga Lidija in dragi Milan, počivajte v miru. Vsak na svojem področju sta nam bila zgled pravega, pokončnega in vztrajnega krščanskega demokrata, predvsem pa človeka z veliko začetnico. Z vajinim odhodom je nastala velika vrzel, a vajina misel in optimizem, ki sta ga ohranila do konca življenja, bosta zavedno ostala z nami. Počivajte v miru in večna luč naj vam sveti. Prijateljem v imenu Nove Slovenije izrekam iskreno sožalje.
Najlepša hvala za vaše besede, gospod predsednik. Sedaj pa vabim k besedi gospod Ljudmilo Novak, poslanko Evropskega parlamenta, ki se bo v svojem nagovoru spomnila gospoda Milana Matosa. Dragi Milan, najprej iskrena hvala za tvoje prijateljstvo, za vse modre besede, predvsem pa za tvoj zgled dejavnega kristjana. Hvala ti tudi za zgled ljubečega moža, očeta in dedka. Novi Sloveniji si se pridružil v času, ko smo bili zunaj parlamentarna stranka. Zaključil si uspešno poklicno kariero dolgoletnega direktorja Mladinske knjige. Bil si prejemnik mnogih odlikovanj in razglašen tudi za menedžerja leta. Verjamem, da bi bil dobrodošel in zaželen tudi v drugih, večjih strankah. Ti pa si se odločil, da okrepiš naše vrste. Postal si član Nove Slovenije krščanskih demokratov. Dejal si, da si tukaj spoznal prave ljudi in našel prave vrednote. Kot dejaven kristjan si začutil svojo odgovornost za ohranitev vrednot, ki si jih sam živel. Želel si, da se te vrednote spet uveljavijo v slovenski politiki. Še sedaj se spominjam večera, ko sem te spoznala in si nas nagovoril na seji izvršilnega odbora. Iz tvojih besed smo lahko razbrali modrost zrelega človeka, ki je uspešno prehodil velik del življenjske poti in uspešno zaključil tudi svojo poklicno pot. Iskreno lahko rečem, da smo tisti večer dobili novo upanje, novo energijo in zaupanje v to, kar smo takrat delali, čeprav se je zdelo, da želimo doseči nekaj nemogočega. Sprožil si pobudo za ustanovitev gospodarskega kluba Nove Slovenije. Ta načrt si nam pomagal tudi uresničiti. Kot ustanovitelj in prvi predsednik kluba si utiral pot novi organizacijski obliki v Novi Sloveniji. K delu si pritegnil mnoge gospodarstvenike, ki so postali člani ali pa so z nami sodelovali ob različnih priložnostih. Tudi zaradi tvojega dela je stranka bolje razumela potrebe gospodarstva in jim tudi prisluhnila. Tako je gospodarski program Nove Slovenije postal najboljši gospodarski program v Sloveniji, kar so nam priznavali številni gospodarstveniki, novinarji in volivci. Zaradi tvojih modrih besed, ki so temeljile na bogatih izkušnjah, smo začeli čedalje bolj verjeti v to, da je uspešno gospodarstvo temelj za boljše življenje ljudi in najboljša socialna politika. Dragi Milan, hvala za tvoje pričevanje, prenašanje znanja na vse nas in za tvoje delo v podporo gospodarstvu za bolj uspešno Slovenijo. Ko smo začeli z obiski terena, si nam pomagal navezovati stike, saj si imel širok krog poznanstev. Pa ne samo to, pomagal si nam odpreti veliko vrat in tudi marsikatero denarnico, da smo lažje poplačali stare dolgove stranke. Poleg mnogih ur, ki si jih žrtvoval za prostovoljno delo v stranki, si bil velikodušen tudi pri svojih darovih. Vedel si, da potrebujemo tudi materialna sredstva, če hočemo biti uspešni na volitvah. Kot večkratni predsednik nadzornega odbora si skrbno spremljal porabo sredstev in tudi opazil, kje so naše rezerve in kako bi lahko še bolj skrbno in učinkovito porabljali sicer skromna sredstva, s katerimi smo razpolagali. Hvala ti tudi za prispevke in tvoje delo na tem področju. Ko sem prebrala zapise naših članov v žalno knjigo in tudi drugih ljudi, ki so te poznali,
Prevladuje beseda modrost. Tudi sama sem občudovala tvoje modre besede, ko smo razpravljali o pomembnih stvareh in najtežjih odločitvah. Problem si osvetlil z različnih zornih kotov, premišljeno, jasno, odkrito. Nikoli nisi hotel ničesar zase, niti nisi vztrajal pri svojih trditvah. Povedal si svoje in pustil, da je misel med nami in v naših razpravah dozorela. Znal si izraziti tudi dvom in celo kritiko na primeren način in tako, da nisi nikogar užalil ali prizadel. Tudi v tem pogledu se lahko vsi učimo od tebe. Nikoli nisi tarnal zaradi svoje bolezni. Ko smo videli nove brazgotine in zaceljene rane na tvoji glavi, si se samo nasmehnil in večkrat dejal: vsak dan nam je podarjen, vsak dan je dar. Ko bi te le znali posnemati in bi se tega tudi v svojem življenju še bolj zavedali. Kljub bolezni si šel z nami na naporne terenske obiske. Zvečer na srečanju z našimi člani pa vsem prisotnim vlival novo upanje in pogum za vztrajanje na tej naši poti. Radi smo prisluhnili tvoji modri in tehtni besedi. Redno si prihajal 2-krat letno na naše skupne posvete. Nazadnje konec avgusta, ko smo se zbrali v Portorožu. Spominjam se našega zadnjega pogovora pred dvigalom. S teboj je bila, tako kot vedno, tudi žena Silva. Dejal si, da si z veseljem prišel na posvet, saj si tako tudi lažje premišljeval še o čem drugem in ne le o bolezni. Naslednji dan si namreč odšel v bolnišnico na težek operativni poseg. V danu Božjo voljo in zaupanjem, da je vsak dan milost in nam vsem podarjen, si prenašal svojo bolezen. Hvala ti tudi za ta tvoj zgled tihega trpljenja. Ob vsej hvaležnosti za tvoje delo in zgled, pa moramo biti nad vse hvaležni tudi tvoji ženi Silvi. Draga Silva, Milan je bil močan tudi zato, ker je imel tebe, tvojo ljubezen in tvojo oporo. Pogosto si ga spremljala na naših srečanjih in skrbno bdela nad tem, kaj se z njim dogaja. Tvoja pomirjajoča beseda, tvoja toplina in tudi strokovno znanje so nam vsem bili zgled ljubečega odnosa med možem in ženo. Milana si podpirala pri njegovem delu, se veselila njegovih zmag in mu pomagala prenašati tudi trpljenje. Predvsem pa si znala lajšati njegovo bolečino. Pogosto sta se z Milanom držala za roki. Brez besed sta pričala o medsebojni ljubezni in podpori. Skupaj sta pričala o tem, kako je vsak dan dragocen, zato ga ne smemo izgubljati s prepiri ali napolniti z žalostjo in malodušjem. Kljub bolezni sta obiskovala tudi plesne vaje in se veselila življenja. V tvoji knjigi, Silva, lahko beremo drobne zgodbe in prigode z otroki in vnuki. Kako sta jih vzgajala za življenje in za odgovornost do družbe, narave in ljudi. S ponosom sta pripovedovala o svojih številnih vnukih, ki sta se jih tako veselila in tudi pomagala na njihovi poti odraščanja. Večkrat sem vaju srečala na različnih koncertih, nazadnje z vnuki v Cankarjevem domu. Draga Silva, sprejmi moje in naše iskreno sožalje ob izgubi tvojega dragega moža, našega velikega prijatelja
in dragocenega člana Milana. Hvala ti za vso podporo, da je Milan lahko del svojega časa in moči namenil tudi nam. Iskreno sožalje vajini družini, na katero je bil Milan nad vse ponosen. Veselil se je uspehu in pomagal nositi tudi težo življenja, kadar in kjer je bilo potrebno. Hvala tudi vam, dragi vsi domači, da ste ga podpirali v njegovih prizadevanjih za trdnejšo krščansko demokracijo in boljšo Slovenijo. O Milanovi življenjski in poklicni poti pa največ izvemo v njegovi knjigi Hiša velikih zgodb, ki je izšla lansko leto. Zapisal je pomembno in zgodovinsko zgodbo mladinske knjige in razvoja slovenskega založništva. Hvala Bogu, da nam je tudi v tej obliki zapustil dragocen spomin. Predvsem pa lahko občudujemo njegovo vztrajnost in iskanje rešitev v težjih časih ter delo za novo in boljše. Njegov optimizem in zaupanje v Božjo voljo ob vztrajnem delu so nam vsem zgled in spodbuda na naši življenjski in poklicni poti. Dragi Milan, ko sem še zadnjič lahko videla in v krsti blagoslovila tvoje izmučeno telo, sem si rekla, Boga je odrešil velikega trpljenja in mučeništva, čeprav je rad živel. Tvoja duša se sedaj že veseli pri Bogu. Naj ti bo dober plačnik za vsa tvoja majhna in velika dobra dela, ter milostni sodnik za vse človeške slabosti. Čeprav te bomo zelo pogrešali, ti iskreno želimo, da se spočiješ v Bogu, ki si mu tako zaupal. Naj se tvoja duša razveseli dobrote našega stvarnika. Vem, da boš tudi v onstranstvu naš priprošnik, da bomo lažje ubirali prave poti. Dragi Milan, počivaj v miru. Najlepša hvala za vaše besede, gospa poslanka. Sedaj pa vabim k besedi predsednika prve demokratično izvoljene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta, ki se bo v svojem nagovoru spomnil gospe Lidije Drobnič. Spoštovani Drobničevi, dragi prijatelji pokojne gospe Lidije Drobnič. Zbrali smo se na žalni seji, da se poslovimo od gospe Lidije Drobnič, soustanoviteljice in častne članice Nove Slovenije, dolgoletne predsednice naše ženske zveze in četrtnega odbora Bežigrad. To je 4D slovo. Bogato, močno preizkušano in skoraj 90 let dolgo življenje naše Lidije so zaznamovali 4D-ji. Dostojanstvo, družina, domovina in demokracija. Že v gimnaziji, kjer je spoznala tudi bodočega moža Toneta Drobniča, kasnejšega prvega generalnega državnega tožilca, se je pridružila krogu, ki je širil demokratične ideje in nasprotoval komunizmu. Še mladoletno je partija prištela med sovražnike nove družbe in jo s stotinami drugih deklet in žena leta 1949 poslala v delovno taborišče Ferdrenk, kjer je prestajala mučenja in poniževanja. Napadi na njeno dostojanstvo je niso strli, ampak okrepili. Družinski D pomeni, da je diplomirana pravnica dala prednost družini, bila ponosna mati 4 otrok in številnih vnukinj in vnukov. Kasneje se je poklicno posvetila odvetništvu skupaj s svojim možem. Zvesta demokratičnim idealom in domovinskemu čutu,
se je skupaj z možem Tonetom leta 1989 vključila v SKD in postala ena od njenih nosilnih imen na lokalni, ljubljanski in državni ravni. Ob njenem večletnem članstvu v izvršilnem odboru SKD sem ji še posebej hvaležen za voditeljsko vlogo Slovenske ženske zveze. Z jasnimi idejami, odločnostjo in z osebnim zgledom je prispevala k temu, da je takrat veliko žensk pristopilo k političnemu delu in tako pomagalo k rasti stranke in k osamosvojitvi. Temeljni vodili pri njenem delu sta bili spoštovanje človekovega dostojanstva in vladavina prava. Kot soustanoviteljica Nove Slovenije je s svojim jasnim demokrščanskim profilom, ugledom in delom močno prispevala k prvemu volilnemu rezultatu stranke leta 2000. Tudi v Novi Sloveniji je prevzela vodenje ženske zveze. Poslavljamo se od ene od zadnjih oseb, ki nam je lahko o izkušnjah iz prvih let povojne revolucionarne oblasti govorila iz osebne izkušnje. Njena govorica v hudih časih ni bila samo informativna, bila je globoko pričevalska. Hvaležen sem ji, da nam jo je z vso odgovornostjo posredovala kot kristjanka in demokratka. Odpustiti da, pozabiti ne. V tem duhu smo se po njeni zaslugi 30 let spominjali Ferdrenga. Hvala tudi za to dragoceno vztrajanje. Naj zaključim z njenimi besedami, ki jih je povedala na svojem zadnjem javnem nastopu ob spominjanju Ferdrenka. Ostanite dobri kristjani in odgovorni državljani. S temi besedami ostaja naša učiteljica in vzornica. S hvaležnostjo in z iskrenim priznanjem se klanjamo življenju, ki je sledilo globokemu smislu, svetlim idealom in velikim ciljem. Hvala ti, draga Linija, za tvoj velik zgled krščanske demokratke, še posebej za tvoj trud za politično opolnomočenje žensk. Tvoji 4D nam bodo svetilniki pri delu, ki smo ga skupaj začeli. Počivaj v miru in lepo pozdravi Toneta. Najlepša hvala za vaše besede, gospod Peterle. K besedi vabim gospo Nadjo Ušaj-Pregelc, da nas nagovori v imenu Ženske zveze. Zahvaljujem se gospe Lidiji Drobnič, da je imela vizijo in voljo ustanoviti Žensko zvezo Nove Slovenije, da je navduševala članice stranke po vsej Sloveniji, jih zgledom vodila k zavedanju svoje vrednosti in dostojanstva v družini in družbi, jih spodbujala, da bi se aktivno vključevale v politiko. Njena življenjska energija, ki je izvirala iz globoke vere ter preizkušenj ponižanja in trpljenja pod komunistično oblastjo, ji je dala moč, da je odločno stopila iz anonimnosti in zastavila svoje dobro ime za krščansko demokracijo v Sloveniji. Znala je na glas povedati, kaj je prav in pravično, z jasno in prodorno besedo. V zadnjem nagovoru na 30. spominskem srečanju v Ferdrengu septembra lani je z bolečino ugotavljala, da naša država še vedno ni dokončno obsodila komunizma in sprejela evropske resolucije o zavesti in totalitarizmu. Poudarila je tudi, da je naša temeljna dolžnost podpirati tiste, ki zastopajo naše razmišljanje o državi, v kateri je na prvem mestu vladavina prava in dostojanstvo človeka. Sklenila je z besedami: naučiti se moramo ljubiti domovino.
Ostanite dobri kristjani in odgovorni državljani. Bog z vami. V ženski zvezi želimo nadaljevati začeto delo gospe Drobnič. Naj bo naša priprošnica in vodnica iz nebes. Pogrešale vas bomo. Počivajte v miru. Vse zbrane vabim, da za pokoj Lidijine in Milanove duše zmolimo Gospodovo molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod, daj Lidiji in Milanu večni mir in pokoj in večna luč najema sveti, naj počivata v miru. Amen. Zaključujem žalno sejo sveta stranke. Družini Drobnič in družini Matos v imenu celotne stranke izrekam iskreno sožalje. Hvala lepa za vašo udeležbo.